Z odpravljanjem ovir uresničujemo pravico ljudi z invalidnostmi do enakopravne obravnave. Hkrati pa olajšamo življenje tudi staršem z otroki, starejšim in tistim, ki so ovirani samo začasno zaradi poškodb ali bolezni. Dostop do osebne mobilnosti in s tem do zdravstvenega, socialnega in sodnega varstva, izobraževanja ter zaposlitve je temeljna pravica, ki jo ljudje z invalidnostmi zaradi neizpolnjenih zavez države pogosto ne morejo uživati. Prevelik del objektov v javni rabi, četrtina teh objektov ne bo gradbeno prilagojena v zakonskem roku. Prav tako pa jih kar 2/3 ne bo prilagojeno v smislu zvočnih in svetlobnih prilagoditev, dobra polovica pa ne bo opremljena s pisnimi informacijami. In te slednje prilagoditve so seveda veliko cenejše, veliko dostopnejše in so vse možne v naslednjih 2 letih. Po našem mnenju se aktivnosti na tem področju izvajajo nekoordinirano in prepočasi. In ključno je, da pomanjkanje finančnih sredstev ne bi smel biti upravičen razlog za slabo stanje in za kršitev zakona. Če prepustimo te procese spontanemu teku, pač teh ciljev preprosto ne bomo dosegli. Zato je ključno, da tisti akterji v državi, kot je na primer vlada, prevzamejo odgovornost in teh procesov ne prepuščajo več spontanemu poteku, da bi dosegli skupaj zastavljene cilje tako v Konvenciji o pravicah invalidov, kot tudi v Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov.